Tukaj bi poudarila predvsem naš boj, če rečem temu, da bi se spremenile pravice najšibkejših v naši družbi, to je, v naši družbi imamo kar 60 000 invalidnih oseb. Določeni invalidi so že od rojstva, rodijo se že s takšnimi ali drugačnimi nesrečnimi dogodki in ostanejo težki invalidi do smrti. Zato smo tukaj z Angelo Lampe posebej vodili s pomočjo tudi seveda centrale, posebno politiko, dvakrat smo se udeležile na povabilo v državnem zboru, torej odbor za družino, delo in socialne zadeve, ki spreminja zakonodajo, ki obravnava nove predloge, sva se udeležila in aktivno poslali tako pisne predloge z vso navedbo, vse problematike, kaj na področju invalidnih oseb je danes najbolj pereče, od medicinskih pripomočkov, do zdravljenja, do pomoči družini, do družinskega pomočnika in tako naprej. In seveda ta naša zakonodajna veja oblasti seveda dela prepočasi in tudi špara na tistih delih, kjer odteka denar, pri invalidih seveda pa ne povečuje pravic, tako da, če povem samo ta podatek, da invalidna oseba, ki je odvisna cel dan od plenic, dobi po normativu 3 plenice na dan. Borimo se za 5, vendar nismo uspeli niti z pisanjem gospodu Fakinu, niti s pisanjem zdravstveni ministrici za delo in tako naprej. Torej, na tem delu smo kar veliko naredili, vendar smo tudi po tem kongresu bomo nadaljevali tudi boj v tej smeri, kajti ta odbor je namesto celostne sistemske ureditve pravic invalidnih oseb od rojstva do smrti, z vključenim tudi nepoštenim izvanjem in plombami na premoženje, torej namesto tega zavezuječega sklepa, ki je bil sprejet v državnem zboru, je letos poslal v obravnavo samo osnutek zakona za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, kar pomeni samo do 7. leta starosti, kar je absolutno nesprejemljivo. In na tem delu seveda se bomo borili in tudi pričakujemo še nadalje podporo in vodstva stranke in seveda celotne ženske zveze in vseh županij in tako naprej, kajti če ne bomo glasni, ne bomo spremenili ničesar. Tako, hvala še enkrat vsem za pomoč in tako, ne bi drugega povedala. Bomo prevezli, ja. No, če se vrnemo na deklaracijo, bi še kdo želel kaj o tem mogoče spregovoriti? Ima še kdo kakšno tako izkušnjo, ki bi jo želel mogoče deliti z nami? Ne? Pa gremo na glasovanje. Če se strinjate, da gre deklaracija naprej? Ja, ok, najlepša hvala. No, v svojem poročilu sem potem dodala, morda dati naprej, sem dodala še čist nekaj takih bolj udarnih naslovov naših izjav za medije. Z izjavami smo bile tudi kar aktivne, tako da smo morda, če damo eno naprej, statistika, ja. V bistvu smo v povprečju na mesec 4 izjave za medije dali naprej. Lahko povem tudi, hvala. 3 seje, vsaj 3 seje na leto, to je v povprečju, včasih smo imeli več, včasih manj. In pa v povprečju 10 članic je bilo prisotnih na seji, kjer smo vse v bistvu zelo aktivno sodelovali pri oblikovanju programa in pa tudi pri izvajanju programa. No pa še za zaključek, da povem, mandat 2012 do 2016 je bil poln izzivov, vprašanj, dilem, preprek, a ko potegnemo črto, smo lahko ponosne na svoje delo. Prispevali smo k boljšemu jutri. Slovenska ženska zveza je postavila dobre temelje, je v dobri kondiciji, zato lahko s polno paro in zanosom dela naprej. Daleč smo namreč od ciljev, ki smo si jih zadale, daleč smo od obdobja, ko lahko mirno zatrdimo, da smo dosegli enakopravnost in predvsem enakovrednost. Uspeh bo možen, ko bomo definirali naše vrednote v realnosti, v kateri živimo. Na ekipo, ki smo vodili Slovensko žensko zvezo skozi tako rekoč 2 mandata, sem ponosna tudi zato, ker smo stkale med seboj tudi prijateljske vezi, ki so nam bile v oporo v najtežjih trenutkih. Hvala vsem vam za to izkušnjo.
Posebej bi se zahvalila Olgi Franca, ker mi je bila pripravljena poslušati, ko sem zbirala misli in me vedno podpirala in pomagala. Hvala. Hvala Mariji Župec za njene jasne misli. Hvala Ivanki Brezigar, ker je vedno poskrbela za mirno vzdušje, kjer so se lahko krešale misli. Hvala Metki Zevnik, ker me je zelo veliko naučila o politiki. Hvala Leposlavi Jovanič, ker se je vedno udeležila sej. Hvala Branki Ermenc, ker je vedno pripravila vesela srečanja. Na tem mestu moram pohvaliti tudi odbor, iz katere prihaja, Ženske zveze iz Savinjske doline, saj ta odbor je med najbolj aktivnimi in učinkovitimi. Zahvalo si pa seveda zasluži tudi ekipa neutrudnih žensk na centrali, Tadeja Romih, Simona Truden, Maja Godeša, Mateja Bizjan. Brez njih današnji kongres ne bi bil tako dobro organiziran. Hvala. To je poročilo, ki ga bom Maja dala zapisnikarci. Eno poročilo lahko tudi kroži, če želi kdo od delegat tudi pogledati. Sicer bi pa zdaj predlagala potrditev programa. Spet, kot sklep, ker ga moramo oblikovati, če sem prav razumela. Torej, predlagam glasovanje, če se strinjate s tem. Hvala. Tako, sedaj, zdaj moramo predstaviti kandidatne liste. Ste sicer tudi dobili v gradivu kandidatno listo, s tem, da zaenkrat je prišlo do ene spremembe in sicer odstopila je gospa Vesna Marčun sicer iz kandidature za članico upravnega odbora, torej pod številko 4 je prišlo do spremembe. Sicer pa imamo za predsednico 2 kandidatki, za podpredsednice 4, volimo pa 3, programski svet sta 2, volimo 1, medtem ko za upravni odbor jih je sedaj 9, volimo 7. Me zanima, če je zdaj v tem trenutku še kdo, ki ima kakšno željo po spremembi, ali lahko potrdimo. Lahko pa potrdimo še tako kandidatno listo. Tako, in sedaj je prišel trenutek razrešnice dosedanjim organom Slovenske ženske zveze, tako da tudi to naredimo kot sklep. Se strinjate? Seveda. Skratka, sedaj so mi rekli, da moramo napisati sklep. Tako da napišemo sklep, da na tem trenutku smo razrešene in bodo potekale sedaj volitve. In sicer potekalo bo tako, da bo zunaj gospa Presečnik vam razdelila, oziroma tam, kjer ste se vpisovali, vam bo razdelila glasovnice, oziroma kandidatne liste. V 15 minutah naj bi se stvar zaključila in se bi dobili nazaj. Potem bomo pa videli, koliko časa... Ja, seveda, ja. Glavno stvar sem pa spustila. Ja. Seveda se moramo predstaviti, da sploh veste, da se je. Absolutno, ja. Tako, zdaj bom predlagala. Jaz kar hitim, veste, imam daleč do doma. Otroke doma. Otroke doma, ja. Tako da jaz bi kar hitela. Skratka, jaz bi prosila gospo Suzano Laro Dravse, da se pride predstaviti. Zdaj imam pa Lepo pozdravljeni vsi vzbrani še v mojem imenu. Jaz se opravičujem, malo bom brala, malo sem nervozna, malo sem še frišna v politiki, pa še nisem vajena javnega nastopanja. Sem pa vajena delanja, se to tudi liči. Sem Suzana Lara, rojena Arduš, sedaj Kraus že 10 let skoraj. Rojena sem na veliki kmetiji kot prva izmed 2 hčera. Glede na to, da so bila moja oba starša zaposlena do rojstva moje mlajše sestre, sem večino časa preživela z mojo babico Aniko in ona je kriva za to mojo deloholijo, ker me že kot majhno deklico okužila s to boleznijo. Bila sem prenizka, premajhna, da bi segla do korita, ampak sem tudi na stoječ na pručki lahko pomela posodo, oblikovala krofe, napojila teličke, oplela zelenjavo na vrtu
Preden so me v mali šoli naučili držati pero, ker to se pač doma na kmetih nismo takrat učili. Niti svinčnika. Po osnovni šoli in gimnaziji sem 8 let živela v Ljubljani, kjer sem doštudirala slovenščino in ruščino. Nemirni duh me je gnal po svetu ravno dovolj, da sem spoznala, v kako lepi in perspektivni deželi pravzaprav živimo. Sedaj živim z možem že 5 let na Ptuju, skupaj vzgajava 2 otroka, en bo jutri star 8 let, drugi pa čez 20 dni 9. Trudiva se, da bi jo vzgojila v moralna in sposobna, tudi iznajdljiva človeka, ker brez tega dan danes pač ne gre. V stranki sem kakšno leto manj kot v zakonu, se ji pa čutim ravno tako močno zavezano. Najprej sem bila tajnica v Desterniku, potem sem postala malo bolj mestna tajnica na Ptuju, vmes še tajnica regijskega odbora, kjer moram reči, da z gospodom Radom Simoničem in vsemi, ki spadajo pod regijski odbor Ptuj-Ormož, zelo dobro sodelujemo. Sem pa tudi nekako drugi mandat članica izvršilnega odbora, sicer sem prišla v prejšnjem čisto na koncu zraven. Zakaj sem se odločila kandidirati in kakšna je moja vizija? Ker menim, da če želiš spremeniti svet na bolje, ti to samo z opazovanjem ne more uspeti. To mi je povedala že babica, ko je rekla, ne moreš samo stati pa gledati, ker sama trava ne bo šla ven, primi pa naredi. Imam veliko energije in idej, najbolje delujem pod pritiskom, čeprav se mi trese glas. In hvala Bogu imam tudi dovolj razumevajočega moža, ki je prenekatero popoldne ali pa tudi cel dan, pa tudi kak večer, poskrbel za otroke, da je mami pač šla lahko na sestanke. Brez tega ne bi šlo. Čeprav sem slišala take pozitivne informacije, koliko je svetnic določenih občin, da ponekje tudi prevladajo nad število moških, še vedno mislim, da nas je premalo žensk na pomembnih položajih, premalo žensk na splošno politiko. In z vsem spoštovanjem do moških vam moram reči, da vi sami pač vsega ne morete znati in ne morete čutiti. Stranka zagovarja načelo dobrega gospodarja in jaz menim, da vsak dober gospodar v sebi potrebuje tudi dobro gospodarico, ker če ne, se mu v nekem trenutku lahko zgodi, da bo grozno osamljen in iz te osamljenosti se lahko zgodi tudi, da bo vse zapravil. Če vemo, kam gremo, potem mora biti ženska tista, ki skrbi, da luč na ognjišču ne bo pogorela, da bo v okno dovolj svetlobe, kamor se bodo vsi vračali in to si matere še kako dobro želimo in to tudi čutimo. Moja vizija ženske zveze je takšna, da vsekakor želim nadaljevati začrtano pot. Vam iskreno čestitam za vse, kar ste dosegle. Menim pa vseeno, da bi morale povečati članstvo, ker več glav, več ve in večkrat nas bo, lažje bomo z majhnimi dejanji ali pa tudi velikimi polepšale ta svet, ker od velikih besed se žal ne da živeti. Ne sme nas biti strah ženske se postaviti v prvo vrsto, ko je to potrebno. Jasno izraziti mnenje in pričakovanja, predlagati rešitve. Jaz sem prepričana, da bodo ta čas moški znali uporabiti mikrovalovko, če bo to potrebno, tudi prebrati pravljico otrokom in jih dati spat. In zjutraj, ko se bodo prebudili, bodo še bolj veseli dan. Zaslužimo si več kot najnižje plačana delovna mesta. Tukaj v bližini imamo Boxmar, imamo Perutnino Ptuj, veliko tudi trgovskih centrov, kjer so pretežno zaposlene ženske, ki zelo, zelo garajo za tisto malenkost, ki jo dobijo, več od tega si zaslužimo, samo od sebe pa pač nič ne pride. Hvala, da ste me poslušali in hvala za vaš čas. Sicer verjetno se že naposlušali. Včasih smo rekli, da sem iz Kopra, prihajam iz odbora, ker smo znane potem, da smo sicer borci, ampak v bistvu borke, da sploh vzdržimo v takem okolju, kjer smo.
Kaj ne še povem o sebi? Sem mati 5 otrok in ravno zaradi tega sem aktivna v politiki, ker želim svojim otrokom pustiti boljši jutri. Ne želim, da me je sram, ko moji odrasli otroci vstopijo v svet odraslih in rečejo, kaj ste nam pustili. Želim biti aktivna in pokazati, hkrati jim s tem tudi vzgajamo v to, da so aktivni državljani. Če mi boste zaupali nov mandat, bom seveda nadaljevala aktivnosti, ki sem vam jih sicer ravno kar predstavila, jih bom pa tudi nadgradila s programom, ki smo jih s predsednico programskega sveta sestavili, tako da zdaj bom pa kar brala. Kar 10 točk smo si dali in sicer uresničili v tem mandatu bomo tisto, kar smo si sicer želeli že v prejšnjem, in sicer, da bomo obiskali ženske zveze tako v zamejstvu, kot tudi v Srbiji na Hrvaškem, ker namreč nas lahko zelo veliko tudi oni naučijo, in sicer tako o volitvah in kvotah, izvolitvi žensk in o samem delovanju v politiki. Politični akademiji želimo predlagati spremembe na bolje, in sicer, tako kot sem že prej povedala, me potrebujemo konkretna izobraževanja o samih volitvah, o delovanju v lokalnih skupnostih, hkrati pa lahko tudi me ponudimo nekaj izobraževanja na teme, ki so morda nam bolj poznane, kot naprimer preprečevanje nasilja. Dogovarjali smo se tudi o tem, da bi ustanovili klub svetnic, in sicer z namenom, da bi svetnice lahko sodelovale, skupaj delovale, pripravljale programe, ki jih potem predstavijo v mestnih svetih. Sploh tukaj, če ste tako močni, lahko zelo veliko izkušenj date novim svetnicam, ki verjamem, da jih bo vedno več. Izboljšale bomo tudi notranje delovanje, ker se tudi strinjamo, da je potrebno, da smo članice oziroma da smo ženske v Slovenski ljudski stranki vse skupaj močnejše, ampak zato moramo biti bolj povezane. Informacije, pretok med informacijami mora biti boljši, kot je bil do sedaj, tako da smo razmišljali, kar tudi razmišljamo že nekaj časa, da bi imeli svojo ali Facebook stran ali pa spletno stran. Bile bomo tudi bolj aktivne situacijo, ki se sedaj dogaja, torej bomo dajali izjave in pobude na zdravstveno reformo in pa to, kar je Olga že prej nekako nakazala, bi dajali oziroma bomo nadaljevali z Angelo Lampe za pomoč otrokom, invalidnim otrokom. Poleg tega smo opazili tudi, da primanjkujejo zavodi za otroke, ki imajo čustvene in vedenjske težave. Dnevno, to vidite tudi zdaj v medijih, vse šole se soočajo z vedno večjim številom otrok, ki jih nimamo kam dati, oziroma niti jih ne znamo pravilno obravnavati. In če ni pravilna obravnava, že zgodaj otrok, ki imajo čustvene in vedenjske težave zaradi različnih razlogov, se pojavi potem trajna škoda in tak otrok je potem obsojen na zapor, ko bo odrasel. In bomo dali pobudo, da se te zavodi regijsko ustanovijo. Smo tudi v bistvu že zelo veliko naredili. Pogovarjali smo se tudi, da bi bilo v bistvu tako ena taka lušna stvar, če bi si določene nekatere dneve, v koledarju vsak dan nekaj pomeni, vsak dan je nekaj posebnega, mi bi si izbrali nekaj teh dni v letu in bi vsako leto na ta dan poslali neko izjavo v medije. Kot naprimer dan bolnikovih pravic in takrat bi mi eno izjavo dali ven. Lahko je provokativna, lahko je pa z neko dobro željo. Nujno smo opazili, da moramo prenoviti statut, torej v naslednjem mandatu bi morali imeti tudi statutarni kongres in pa kot 10. točko, kar pa ni, to ne pomeni, da je najmanj pomembna, je pa ta, da bi začeli malo bolj sodelovati tudi z drugimi zvezami. Ravno Drago Čepar mi je svetoval, da bi se povezali z njim oziroma da bi sodelovali v tej njegovi akciji Povezujemo Slovenijo in se mi je dal idejo, da pravzaprav zakaj pa ne bi sodelovali malo bolj tudi z ostalimi zvezami. Hvala. Zdaj bi šli na podpredsednice. Smo rekli, da imamo 4 kandidatke. Prva je Mateja Ažman. Lepo pozdravljeni.
Maja Ažman je moje ime oziroma na glasovnici Mateja. Prihajam iz občinskega odbora Šmarske Paki. V spominu imam eno misel, ki jo želim deliti z vami, in sicer indijske političarke Indire Gandhi, katere dedek je večkrat rekel, da na svetu obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki opravijo delo, in tisti, ki si pripišejo zasluge. In rekel je, da naj se potrudi biti v prvi skupini, saj je tam manjša konkurenca. Jaz si osebno želim, da bi bila Slovenska ženska zveza huda konkurenca, seveda v pozitivnem smislu, v primerjavi z drugimi zvezami v slovenskem prostoru, da bi znala zveza slediti pričakovanjem žensk, predvsem pa prepoznati naš potencial in ga tudi ceniti. Zdaj, ko takole pogledam malo po dvorani, vidim, da smo prišli iz določenih regij, tam je zadaj iz Savinjske, pa potem Ljubljanska, Obalna. In tukaj je še velik izziv, ki nas čaka, no? Da res povežemo še ostale regije med sabo z humanitarnimi akcijami, tako kot je Vesna in tudi Suzana sta izpostavlja, ali mogoče z kakšnimi pogovornimi večeri z znanimi Slovenkami, zato, da okrepimo naše lastne vrste. In morda ravno v naših vrstah najdemo kandidatko za predsednico države. Jaz osebno si pa res najbolj želim, da bi bila Slovenska ženska zveza most znotraj stranke, most med generacijami. Jaz mislim, da imamo to povezovalno noto, predvsem ženske, predvsem pa, da bi bile znotraj, da bi bila naša zveza support vodstvu, support predsedniku, support stranki, ker jaz mislim, da lahko samo prepričana sem, da lahko samo s takim povezovalnim delom, z delom, pri katerem ne vklopimo samo naših glav, ampak naša srca, zopet pridemo v parlament, tam, ko si zaslužimo. Hvala lepa. Naslednja je Erika Konje. Žal je Erika sporočila, da se opravičila za boleznino, tako da je danes ni z nami. Potem Liljana Rakun. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Liljana Rakun. Z možem Stanetom in sinom Rokom živimo v Mozirju, znanem po mozirskem gaju. Sem upokojenka šele 2 leti, vendar mi duša ne da miru, da ne bi bila aktivna. Že v službi sem aktivno delovala v raznih svetih, po službi pa sem se dejavno vključevala v razna društva. Tako sem tudi po upokojitvi nadaljevala svoje aktivnosti in jih še nekaj dodala. Sem predsednica društva Sožitje Zgornje Savinjske doline, kjer so včlanjene družine z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Sem tudi prostovoljka v tem društvu, kjer osebe s temi motnjami vodim na izobraževalne tabore, poleti pa pripravim 14-dnevno varstvo tem osebam. Aktivno delam v župnijskem Karitas Mozirju, pri turističnem društvu, kjer sem članica v upravnem odboru in društvo upokojencev v programi Starejši za starejše kot koordinatorka. Članica Slovenske ljudske stranke sem od leta 2014 in istočasno sem se vključila v Slovensko žensko zvezo pri Zgornje Savinjske doline. Program ženske zveze me je pritegnil, ker temelji na pomoči ljudem v stiski, pomoči starostnikom, otrokom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, skratka dela je tam, kjer možnost pomagati prebivalcem naše doline za boljše življenje. Seveda pa se sedaj trudimo, da bomo naš program dopolnili z vsebinami, ki nas bodo naredile še bolj prepoznavne in zanimivejše za mlajšo generacijo in tako okrepile tudi stranko v naši dolini. Vlogo ženske gledam stališča, da poleg materinstva lahko prispevam precejšnjo vlogo na področju, ki me zanima, to so odnosi v družini, pomoč socialno šibkim in težko prilagodljivim osebam v okolju. Med mojo prvo nalogo sem si zastavila tudi to, da je potrebno pritegniti k sodelovanju še več žensk v našem okolju, mogoče najprej s tem, kako se vidimo ženska, kariera, družina. Hvala za vaš glas. Naslednja je Hedvika Rojko, ki pa je zbolela, je pa poslala, tako da bom prebrala njeno predstavitev. Sem Hedvika Rojko, stara 42 let, doma v Stojencih, občina Markovci. Član Slovenske ljudske stranke sem že kar precej let. Kot član stranke sem delovala vrsto let kot tajnik,
odbora v Markovcih, leto nazaj pa sem prevzela mesto predsednika v tem odboru. Sem samozaposlena in delam delo, ki je zelo povezano z ljudmi. Moje delo je oseben stik in v tem delu izvem veliko stvari, ki ljudje opazujejo ali si želijo spremeniti. Vendar kot majhni, kot se imenujejo, nimajo te priložnosti. Ko sem dobila ponudbo, da pristopim kot podpredsednik ženske zveze, sem po kratkem premisleku ugotovila, da s tem mestom lahko med ljudi prenesem veliko informacij, ki jih dobivam na terenu. Najbolj pomembno zame je, da lahko ženske spremenimo prenekatero misel ali premaknemo določene zadeve z mrtve točke, saj globoko verjamem, da smo vztrajnejše. Želim biti del takšnih sprememb, kajti največje plačilo za nas je pozitivno dejanje, ki ga lahko naredimo. Danes se žal nisem mogla udeležiti te volilne slovesnosti, kajti sem službeno odsotna. Želim vam prijeten dan in iskrene čestitke vsem izvoljenim članicam. Lep pozdrav, Hedvika. Sedaj imamo programski svet. Prva je napisana Olga Franca. Tako, bom tudi jaz naredila kratek osebni uvod, za tiste, ki me še ne poznate. Torej, v Slovenski ljudski stranki sem res že dolgo, že skoraj 20 let. No, in štejem si med moj največji uspeh naše ekipe v Kopru, da smo že drugi mandat v občinskem svetu, ki šteje 32 članov, in da smo se uspeli povrniti v ta občinski svet, kajti odborom Izola, Piran, seveda to ne uspeva in ne uspeva niti Novi Sloveniji. Tako da borili se bomo tudi v prihodnjih 2 letih, da bomo ostali v tem občinskem svetu, in kar je drugi moj največji uspeh to, da smo vzpostavili z mediji, ki danes pišejo, ki objavljajo, ker je najtežje priti, in seveda tudi stranka to ve sama, da objavljajo naša sporočila, da imam z njimi dnevne kontakte, da so naša sporočila verodostojna, da so preverjena, da imajo vsebino in da imajo tudi nakazane smeri izboljšav. Tudi danes smo v Primorskih novicah, ravno prej mi je mož sporočil, in to je zame največje zadovoljstvo. Drugače pa živim v Dekanih, imam samo eno hčer, ki mi je zbežala v Celje, tako da živi v Celju, in imam 2 krasna vnuka, 4 leta pa 2 leti, in sem velikokrat na tem koncu, obiščem tudi župana, pa tudi kakšne članice se srečamo in poklepetamo ob takšnih prilikah, ker kar veliko potujem na ta konc. Z Vesno sva res krasno sodelovali, ker smo seveda obe iz istega kraja, in moram reči, da ob teh obveznostih, ki jih ima Vesna, poleg tega še poje v pevskem zboru, ne, in ima krasno tudi solo petje, vse predloge, ki jih pošljem tako iz občinskega odbora, kot tudi pri ženski zvezi, pogledati v naslednjem dni. To je neverjetno, in seveda lepo je danes videti toliko mladih in toliko žensk tukaj, vendar je potrebno delati tudi jutri. In ko se skliče sestanek, seveda je udeležba slaba. To ni samo pri ženski zvezi, je tudi pri drugih organih stranke, in seveda tukaj je vedno tisti izziv, kako pa motivirati, da bo vsaka od podpredsednic vzela svoj del obveznosti v ženski zvezi, svojo tematiko, tisto, kar ji najbolj leži, to, kar smo pravkar slišali, in to tudi obdelovala skozi rdečo nit 4 leta, ne samo en teden. Jaz sem navajena za stranko delati vsak dan. Vsak dan. Pregledati mail, pregledati Twitter, se odzivati, kontaktirati in delati vedno na vsaj 4 nove teme odprte, na katerih lahko delam, gradim, iščem ogromno informacij javnega značaja, najmanj 30 sem jih vložila zdaj v preteklem mesecu, ker to gradivo, ki ga dobim, ker smo pač opozicija in moramo delati na drugačen način kot pozicija, mi daje tisto dokumentacijo, na podlagi lahko gradim nove, odpiram nove probleme, seveda vse v korist ljudi. Naj bo to cena smeti, naj bo to cena vode, naj bo to davek na nezazidana zemljišča, naj bo to davek na zazidana zemljišča ali karkoli, torej vedno gledam, da za temi temami koristim široki množici ljudem. Včerajšnjim sem bila v zavetišču seveda za brezdomce v Kopru, in takšne in drugačne informacije, tukaj je naša članica Zvezda, ki je tudi sama že delala na Karitasu, in tukaj združujemo zdaj novo temo za novo novinarsko konferenco, da bomo seveda predlagali, kako se lahko izboljša njihov standard, kajti ne morajo živeti na 3 kvadratnih metrih v kontejnerju. To ne gre. In to je tisto, kar me dela uporniško, in seveda v službi in tudi v stranki mi marsikdo rekel, da sem uporniška, ampak taka bom tudi ostala. Hvala.
Sedaj je Vida Milunič, prosila. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep dober dan in pozdrav vsem. Prihajam, torej sem Vida Milunič, rojena Težak, prihajam iz majhne, vendar zelo lepe občine Zavrč, kjer po upokojitvi ponovno živim. Moje otroštvo je tam bilo zelo lepo otroštvo, sem imela na majhni kmetiji. Po osnovni šoli sem seveda se vključila oziroma dokončala še klasično učiteljišče, ki je trajalo 5 letnikov. Nato sem 9 let učila na osnovni šoli, vmes študirala socialo, torej na socialno delo. Ga diplomirala, takoj sem vpisala sociologijo, analitično smer. Vendar tega nisem dokončala, kar mi je še vedno nekje žal. V 4. letniku sem zapustila ta študij, ker sta takrat oba sinova bila pač ravno v takšnem obdobju, ko sta me najbolj potrebovala in sem torej dala možnost njuni prihodnosti bolj kot pa svoji karieri. Po odhodu iz osnovne šole sem bila koliko let, dolga leta, torej sekretarka socialnega varstva za celotno ptujsko področje, pa celotno socialno varstvo. To so bile dobre in lepe izkušnje, veliko smo delali, ker je pač to bilo tako takrat, da nekih služb oziroma supporta z občine nismo imeli. No, zadnjih 8 let pred upokojitvijo pa so me pregovorili, zvabili na Rdeči križ, kjer sem bila sekretarka torej tega območnega združenja v Ptuju. Po upokojitvi sem se z veseljem preselila spet iz mesta na mojo domačijo. Tukaj zdaj, bom rekla, malo kmetujemo. Tisto, kar je bilo že zaraslo, vmes smo počistili, zdaj pa naše živali kar same čistijo, meni pa ostane dovolj časa za dogajanja in aktivnosti v društvih in v družbi. Zelo rada sem vse življenje, pravzaprav vso svojo aktivno dobo delala z ljudmi in za ljudi in tako še zdaj nadaljujem nekako. Ko sem prišla nazaj v Zavrč, sem se takoj včlanila v Ljudsko stranko. Po nekaj letih sem tudi končala to politično akademijo pri SLS-u, kar je bila tudi dobra izkušnja. In kot smo slišali z današnjih že kar predstavitev neke temelje bodočega programa, zelo soglašam, veliko ste res naredili, hvala vam. In mislim, da ženske, če hočemo res kaj premakniti, da moramo se vplesti nitke vse povsod, vključiti povsod v družbo, v družbena dogajanja, ker le tako bomo lahko soodločali in tudi kaj spremenile to družbo na boljše, da bo našim otrokom, našim vnukom prihodnje boljše. To je bila moja kratka predstavitev. Sem odprta za vsa vprašanja. Hvala vam za poslušanje in lep dan še naprej. Naslednje so kandidatke članice upravnega odbora, ki sicer nismo predvideli predstavitev, mislim pa, da je prav, da vsaj vidimo obrat. Torej Ivanka Brezigar, Zvezdana Đekić zadaj, Sava Jovanić, Vida Milunič, smo jo ravno kar poznali, Slavka Ocepek, Petra Planšek, Marjana Planinc, je spoljela, jaz vedela, Liljana Rakon in pa Marija Župec. Tako
Tako, gospod predsednik, jaz mislim, da sem vam danes naredila eno veliko uslugo, da ste spoznali, kakšne krasne ženske imate v svoji stranki. Zato se je splačalo med kongres. Tako, zdaj pa gremo res na volitve. In kot sem povedala, Nevenka Presečnik, mislim, da se je vrnila nazaj, če sem jo prej videla, ja, bo razdelila volilne lističe. Vsak naj si vzame svoj čas, volitve so tajne, torej vsak zase razmisli, obkroži, kar ima za obkrožiti in boste imeli, no kar povejte, Nevenka, pa bom dala kar besedo. Ja, no jaz bi malo obrazložila, kako bodo te volitve potekale. Po volilne lističe bo treba priti na preddverje, tam boste dobili glasovnice. Drugač tako veste, kako je, glasuje se za predsednico eno, ne smete obkrožiti dve, sicer bo pol neveljavno. Potem kandidatke za podpredsednice so 3, morate glasovati 3 ali manj. Več spet ne, ker bo spet neveljavno. Niti kakih svojih, ko niso zdaj na temu seznamu, ne morate dodati, ker je potem spet neveljavna pa kandidatura. Kandidati za predsednico in programski svet se ena glasuje. Potem kandidatke za člane upravnega odbora, jih je 7. Tu jih imamo 10, da 7 jih lahko morate, najmanj. Ali manj, ja. Manj lahko, več pa ne smete. Če ne bo veljavno, niti svojih kandidatov ne smete dati, če imate izven tega. Na glasovnici ste... Je, mislim, da. To nisem videla, to ima... Ste videli, smo... Trajalo bo to 15 minut, upam, da bo to za dosti časa, da boste to, bo pa skrinjica, v skrinjici boste oddali te svoje glasove. Mi kot komisija bomo to pregledali, pa tudi ugotovili, kako je stanje, povedali, ta čas pa menda imate vi kosilo, greste za pol ure, 3/4 ure ali pa dolgo traja, nekaj takega, potem pa se spet dobimo.